je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je Bojan Gasjor. Dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa. Ja, vi ste zelo močno povezani s trojanskimi krofi, tega se bova še dotaknila, ampak glede na to, da ste povezani tudi z nogometom, poznam vašega sina, dobrega nogometaša, ste gledali tekmo Maribora Chelsea? Ja, sem se ogledal, sicer ne vso, z veseljem in moram reči, da sem užival v nogometu kot že dolgo, ne, in tako kot bi rekli, kapo dol pred Mariborčani, to, kar se je včeraj videlo, pač je neka poezija nogometa in je človek ponosen, da se to igra pri nam, da je to v Sloveniji in fantje, se pravim, vsaka jim čast. Vsaka jim čast, res. Vi ste zelo močno povezani z nogometom, Dob, lahko rečemo vaša ekipa, si tudi v živo gledate kakšno tekmo? Ja, res sem povezan z nogometom že 40 let. Tudi sami kot nogometaš? Ja, kot zanimivo, da sem probal tudi v Zagorju. Bil sem tudi par treningov v nogometnem klubu v Zagorju, vendar moj poklic je pač bil gostinski poklic in ni dovoljeval sobote, nedelje, praznike in tako dalje, da bi bil bolj aktiven. Tako da, ja, igral sem pa veliko mali nogomet v Zasavju. Mislim, da začeli smo na Mlinšah, Zagorju, in prav gospod Vidergar, ki je bil eden izmed ustanoviteljev športnega društva Mlinše, je v lanskem letu nas povabil kot soustanovitelje tega športnega društva 40-letnico, tako da ja, sem povezan v tem delu. Brcnili kaj takrat? Ja, res je, poskušali smo, ampak vola je bila, drugače pa, ja, sicer človek se udejstvuje športno še, ampak enostavno določene stvari pa več ne grejo. Dob? Dob je dob, ne. Nesojeni trikratni prvoligaš, ne. Tako, ja. Ampak to je čisto taka razumna odločitev, ne? Poglejte, v Dobu, v nogometnem klubu Dob delam tam 35 let, tako da ja, v bistvu res živim z njim, poznam zadeve vse in vem, kaj smo sposobni oziroma kaj lahko naredimo, ne. Tako da nikoli nismo bili iracionalni, nikoli se nismo, ne vem, neke zadeve šli, ker niso nas vodila čustva. Bili smo realni, bili smo korektni, ker koncev tako kot ves posel, tako kot vse v življenju, mislim, da je tudi šport tistih, da moraš spoštovati. Ga moraš spoštovati moraš neko hierarhijo in prva liga je za nas, bom rekel, neko spoštovanje in če jaz vem, da enostavno z ekipo ne moram biti enakovreden, ne moram biti tekmovalno uspešen, potem mislim, da nima smisla, sploh, ko poznaš igralce, naši igralci, bom rekel, jedro dobske ekipe sestavljajo domači igralci, doma vzgojeni igralci, fantje, ki študirajo, niso upisano samo na fakulteti, ampak v naši ekipi igrajo 3 magistri, 3-4 so tik pred diplomo na ekonomski, strojni in pa farmacevtski fakulteti, skratka, in te fantje jim je prvi cilj poklic, delo, služba,
nogomet pa neka usporedna zadeva, tako da je treba upoštevati in bi bilo nekorektno ali pa predimenzionirano, če bi jih obremenjeval še z nekim profi nogometom. No, čeprav vem, kaj se dogaja v slačilnicah, ko se zve, da se je neka ekipa uvrstila v prvo ligo, verjetno nekaterim težko pade, ko potem izvedo, da ne bodo šli v prvo ligo, da bodo še vedno igrali v drugi ligi. Sej vedno se tekmuje za uspeh, vsako tekmo. Ampak potem razumejo, Poglejte, ko pride nek uspeh, se s fanti usedemo in se pač damo karte na mizo. In ko se vsak zamisli, ko vsak razmisli, kaj bi se mogel odreči od tega, kaj bi mogel, ne vem, dvakrat na dan trenirati, potem vse proste dneve in skratka vse, potem tudi sami, rekel, tista euforija tudi pri njih postane racionalnost. Vsekakor pa jaz prvenstveno sem nasprotnik tega, da greš v ligo oziroma v neko tekmovanje, potem pa po 3, 4, 5 kolih menjaš trenerja, menjaš igralce in tako dalje. Jedro zgubiš, Mi smo mogoče zato tako uspešni, ker imamo 5-6 let iste igralce oziroma iste doma vzgojene igralce in to je tisto, nismo po nekih, nikoli nas ni euforija vodila, zdaj moramo pa uspeh narediti, pa pripeljati na 5, 6, 7 igralcev. To ni to. Vemo, kaj se je zgodilo v Zagorju, ko so bili v prvi ligi, na Rudarju, ko so bili v prvi ligi, tudi v košarki, tudi v rokometu, in potem globok padec v tisto najnižjo ligo, pa potem spet prebijanje nazaj. To je kar hudo, tako da je bolj racionalno razmišljanje, bolj na mestu. Sin še igra? Ja, sin Matjaž še igra. Matjaž igra na Viru v 5. ligi oziroma v 2. ljubljanski ligi. Pač obveznosti naredijo svoje, je oče 2 otrok, služba že, skratka, ne gre več tako močno. Je pa obenem je še naredil izpit za trenerja, mislim, da je na B licenco naredil, tako da v Dobu vodi mlade selekcije, mislim, da je 10, U10 ima. Tako da je vpet v nogomet, tako da je v nogomet skozi vpet, tudi je zaposlen v klubu, tako da mora kar biti skozi aktiven. Vsekakor pa več ne gre, da bi se šel nogomet, ki, druga liga je le zahteva več časa, več prostih, več časa, ki ga moraš žrtvovati za nogomet. No, vi ste recimo kot pokrovitelj podjetja, gostinsko podjetje Trojane, močno vpeto tudi v pokroviteljstvo različnih športnih prireditev, če omenim Krašnjo, tako tek za krov, pa še kakšna druga njihova prireditev, pa potem velikokrat sem videl že skakalce Kisuške, kako so talali potem po tekmah krofe, pa tudi pri kakšnih kulturnih dogodkih. Vem, da Marjan Klančnik, ko je organiziral dogodke na Gamberku, je tudi vedno naletel ni naletel na gluha ušesa. Tako da veliko sodelujete tudi z društvi v tem širšem okolju Trojan. Ja, ogromno. Včasih pravimo, da nobena zadeva brez nas ne mine in dejansko, če bi rekel, da smo teritorijalno razpeti, ne vem, samo med Lukovico in Zasavjem je to premalo. V bistvu pomagamo res, se mi zdi, da nam rekel pol Slovenije, ampak enostavno z ozirom, da pač Trojane poznajo vsi, da pač hodijo čez Trojane in ideja o Trojanih, trojanskih krofih in tako dalje porodi marsikomu, da mu s tem potem pomagamo. Ja, veliko, ogromno, tudi v humanitarne zadeve. Mi smo, en izmed kar dost velikih donatorjev, tudi humanitarne zadeve, pomagamo družinam z šibko socialno stanje. Skratka, vse, ne samo športne ali pa te kulturna ali ostala društva. Ja, posod se, zdi se nam korektno, da smo prisotni z ozirom pač, da živimo na trgu, ustvarjamo na trgu, tudi zaslužimo na trgu in se nam zdi korektno, da to tudi del tega vračamo, pomagamo
No, vsekakor je pa, rekel, z ozirom na množičnost in vse prosilcev, je pa treba tudi kakšne omejitve narediti. Ne gre drugače, ne? Ja, seveda, to je pač, poskušamo vsakmu vsej zadovoljiti neko zadevo, ne, tako da, ja, so pa, moram reči, da vsi tisti, ki to dobijo, ki smo zraven njih, zelo hvaležni, potem tudi hvaležni naši gosti, skratka, v veselje nam je podariti, ko vemo, da gre v prave roke. No, preden greva na vašo pot v gostinskem podjetju Trojane, me zanima še vaša preteklost. Vi ste močno povezani z zasavskimi kraji, z Rudnikom. Tam ste izgubili v tisti nesreči tudi očeta. Brez njega ste potem morali odraščati. To je bilo kar hudo, ne? Ja, res je, ne. Moje korenine so globoko v Zasavju, ne. Mama je iz Mlinš, oče je bil Zagorjan, ne. Oče je izviral iz rudarske družine, tudi njegov ded je bil rudar in praded je bil skratka rudar, tako da pač verjetno je bil kar način življenja v Zagorju, da si pač bil rudar oziroma rudarska družina. Ja, žal leta 1961, pri tisti veliki rudarski nesreči, ko je bilo 13 mrtvih, je bil tudi moj oče zraven. Tako da smo ostali, ja, z mamo in 4 mladoletni otroci. Vi najmlajši? Jaz najmlajši, ja, jaz sem imel 5 let, najstarejši imel 12 let, tako da, ja, smo kar okusili ta rudarsko življenje oziroma življenje brez očeta, ne. Pač smo bili tipična rudarska družina, z večji otroki, z mati, ki je bila na manjši kmetiji, to je pač preko standardno pri rodarstvu bilo pač in, ja. Na kmetiji ste živeli? Na kmetiji, v Kandrših, ja. Ja, bilo je naporno, koliko verjetno tudi drugje, lejte. Bili smo 3 fanti in sestra, se je zgodilo, da smo neke obleke nosili 3, 4, en za drugo, skratka. Ni bilo. Srečo sem imel, ker sem bil najmlajši, je mama malo pogledala na mene in me malo pocrkljala, ne. Ampak kljub vsemu, lejte, vsi 4 smo prišli do poklica, vsi 4 smo bili sorazmerno uspešni v življenju, v poklicu, tako da ja. Verjetno tudi že kot otroci vpeti v delo na kmetiji, ne? Ja, doma smo imeli kar nekaj hektarov kmetije. Prihodki so bili majhni, ne. Seveda, pokojnina za očetom sicer je bila, ampak je bilo potrebno je bilo šolati otroke, oziroma mi smo se šolali, preživeti je bilo treba, ja, tako da... Mama je bila doma? Mama je bila doma, gledajte, mama je, bom rekel, pri svojih 32 letih, ko je ovdovela, ne, je potem ratala prvi kmet doma, oziroma vsa tista moška dela od tega, da se spomnim, da smo velikokrat, ko smo pripravljali drva za zimo, ne, mama je na eni strani žage držala, mi otroci 2, 3 pa na drugi, da smo si pripravljali. Skratka... Na roke, ne? Na roke, seveda, na tisto žago, ne. Ta dolgo. Ta dolgo, skratka. Ja, vse smo probali in to so bile kar, rekel, krepke izkušnje, globoke izkušnje, ampak mislim, da je vsakega izmed nas otrok, tako kot verjetno tudi ostale, otroke rudarjev, ki so pač enako usodo imele, naredile še bolj kleno, da smo življenje še boljše gledali oziroma ga znali še bolj ceniti in to je bilo to, no. Dejali ste mi prej, da ste na isti datum, ne, zgubili tako očeta kot dedka. Ja, sej človek je, včasih je kar malo ironija, sej človek ni kakšen vreždevirnež, ampak naključja so pa res čudna, ne. Moj praded je bil star 36 let, 11. marca je imel nesrečo v Zagorju, v Rudniku, in čez 36 let, oziroma moj oče, isto 11. marca, ko je bil star 36 let, je isto preminul v Rudniku. Tako da neka naključja... Se vam je kdaj kasneje še na 11. marca kaj hudega zgodilo? Moja mama je umrla 11. marca leta 97. Mislim, ta 11. marec je pa res
nekako zaznamoval vaše življenje. Se je kdo od otrok, bratov odločil za rudarja? Kako je bilo? Ste imeli kakšne pogovore? Ste tudi vi kaj o tem razmišljali? Ne, nismo. Starejši brat se je odločil za gostinstvo, sestra je v zdravstvu. No, tretji brat je sicer bil v Zagorju, šolal se je v Zagorju, v bivšem SIC-u se je imenoval, SIC. Njegov prvotni poklic je bil kovač, tako da je kot učenec ali vajenec takratni, je šel v rudnik, so šli na prakso in tako dalje. No, sam se ni odločil za to, potem je pač šolanje nadaljeval drugje in pristal v čisto v drugih zadevih. No, jaz sem pa šel po poti starejšega brata, pač gostinstvo, navdušil me je za gostinstvo. Ja, in zelo hitro, tam pri 15, še pred 15, sem imel eno veliko srečo, če temu lahko tako rečem, da me je opazil gospod Vidergar, me je povabil na Vidrgo za učenca in tista leta življenja oziroma učna leta pri njemu so bila ena izmed lepših let. Lepo je bilo. Zučil sem se za natakarja, tako da ja, lepo. Ste šli skozi prave roke, izkušene roke. Ja, Vidergar je bil znan kot dober pedagog, dober učitelj. Jaz moram pa reči, da mi je bil skoraj oče, z ozirom, da so pač te očetovske prijeme nisem poznal, ker sem bil brez očeta in ja, velikokrat moram, z veliko hvaležnostjo vedno rečem, da je bil pravi mentor, pravi vodja oziroma pravi moj šef. Zdaj ste pa že 37 let, če sem prej prav razumel, na Trojanah. Kako pa je do te ljubezni prišlo? Ja, res je. Po gostinski šoli, ki sem jo obiskoval v Zagorju, sem potem obiskoval še hotelsko šolo v Ljubljani, se zaposlil za nekaj mesecev na Vrhniki. Potem me je pa gnala ljubezen, ali kako bi temu rekel, bližje doba, ker živim v Dobu, poročen sem v Dobu, tudi službo sem iskal nekje bližje in pač takrat se je tudi na Trojanih so se delale neke kadrovske spremembe in tako dalje. Konški se je takrat reklo, Ja, to je, konški so bili lastniki, in gospa Konšek Rajka se je prav v tistem času poslavljala od Trojan, pač leta in tempo in vse je naredilo svoje in takrat se je pač poslavljala iz Trojan in so takrat iskali kader, takrat so iskali kadre, tako da sem bil povabljen na Trojane, no, leta 77, začetek 78 sem prišel kot, ne vem, vodja izmene ali poslovodja, skratka delo tam 3 leta. Takrat vas ni bilo veliko? Ja, takrat sem bil eden izmed redkih moških v tej firmi, no pa še drugo, bil sem eden izmed mlajših v tej firmi, prišel sem skoraj kot najmlajši, tako moram danes reči, da sem pa najstarejši v tej firmi, ampak ja, mislim, da nas je takrat, da sem prišel, ne vem, po 5-56, da nas je bilo 5-56 takrat, ja, zaposlenih. To je veliko, ne? Sorazmerno veliko, ja, ampak zelo veliko se je na roke delalo, vse se je, veste, gostinstvo je pač ročna zadeva. Takrat je bila samo še ta stavba, ne? Takrat je bila, ja, ta stara stavba, starejša stavba, matični objekt, temu rečemo, v tem južnem delu, ko je pa danes te nove restauracije, je bilo pa še keglišče. Je bilo pa še keglišče, no, in leta 79, 80 so pač keglišča malo manj bila popularna, so ratala malo manj popularna, skratka, mi smo pa rabili prostor in smo potem to predelali v restauracijo. Ta glavni? Ne, ta glavni. Direktor te firme sem postal leta 81. Takrat sem bil eden izmed mlajših, no, takrat, veste, to so bili še časi, kaj rečem, ali socializma, ali kako bi rekel, delovne organizacije, in takrat si mogel čez kakšna sita
komiteja, gospodarstva, občine in tako dalje. No. In jaz sem bil eden iz mlajših, imel sem 25 let in sem bil eden izmed mlajših direktorjev firm, ne. Takrat so bili starejši gospodje, mislim gospodje takrat, ki so me kar malo po stran gledali, ti si pa res mlad, kako boš pa ti za 60 ljudi, še sam nisem vedel, bo ali ne bo, ampak mislim, da sem imel že takrat dost, bom rekel, dost... Vizijo tudi? Ja, vizijo, pa dost pomoč tudi zaposlenih. Pa koncu sem med njim v 3-4 letih zgleda naredil nek vtis, ne, ker to so bili še časi, ko so pač zaposleni kar dost vplivali na tebe oziroma na tvojo, ali boš direktor, ali ne boš, oziroma ali si predpostavljeni ali nisi, ne. Skrati pač bil samo upravljanje, ne, in smo mogli čist te zadeve jeti skozi. Tako da ja, to je bilo leta 81 in prišli smo skozi, bom rekel, čez veliko zadev smo prišli. Kaj pa so bili v teh letih, če greva od 81. leta naprej, takšni prelomni trenutki za samo podjetje, pa tudi kako je šlo število zaposlenih do danes? Ja, prva zadeva, ki me je spremljala, bom rekel, z teh celih 36 let, ne, je bila avtocesta. Ne. Vedno, ko sem že prišel na Trojane, so vedno rekli, ja, ko bo šla avtocesta mimo, ne, že takrat so govorili, to je bilo 78, ne, ali, skratka, vizija o nekih cestih, avtocestih, pasovih in tako da. Skratka, pod to giljotino sem skozi bil, ne. Kaj pa potem, ne, tako da smo bili med tem razkorakom. Potem je bilo pa, veste, dinamika je bila skozi. Leta 81, od tistega, rekel, kar dost močnega samoupravljanja, ne, delavskih svetov, skratka, kontrol, takrat smo te zadeve urejali, do nekih, koncev smo takrat postavili neke temelje, kaj pa zdaj, ne. Gostišče, takrat je bilo pač gostišče, takšno kot je, kaj je zdaj, ali ostati v tem okviru, se širiti, potencial je bil, promet je bil in rekel, smo, ta vizija širitve je bila skozi prisotna. Ne. Potem smo prišli, lejte, to je tako spontano prišlo. Prišlo je leto 90, nacionalizacija, oziroma denacionalizacija, zahtevke bivšo ogromno energije, znanja, volje, vsega je bilo treba v to usmeriti, v pogajanja z bivšimi lastniki. Je tudi kaj takrat bilo izguba trga, recimo jugoslovanskega, ko se je Slovenija osamosvajala? Mi smo, takrat je bil kar šok, neki par mesecev, leta 91, je bilo kar neke poti, neke zadeve, ki smo jih takrat imeli, tudi z bivšo jugo, ne. Takrat smo zgubili neke zadeve, ne. Ni bilo več toliko poslovnežev, ni bilo toliko avtobusov, skratka zadeve, ja, in takrat ja, so bile neke pomisleke, ampak moram reči, da se je to zelo hitro pobralo, zelo hitro se je začelo zopet nazaj formirati, postal je promet in je bilo treba postaviti nove cilje. No. In kako sem rekel, ne, prišla je osamosvojitev, prišli so drugi momenti firme, denacionalizacija, lastniki, novi lastniki, prodaje firme, skratka, ja, kar veliko smo že dali skozi. Ves čas ste se pa širili, ne, se je dograjevalo od parkirišč do novih poslovnih prostorov, no pa ves čas ste bili znani po krofih, ne. To je treba povedati, ne. Ja, to je treba povedati, ne. Krofe je že gospa Konškova, bivša lastnica, začela cvreti tam v letu 1961, ne. Takrat po zdajšnjih zapisih, ne, po par 10 na dan, par 100 na teden, mesec in tako dalje, no, ampak očitno se je prejelo, očitno je gospa zadela, ne. Gospa je zadela in... Se je recept zelo spreminjal? Ne, ni se spreminjal. No, in vse skozi smo ogromno delali na krofih,
še izboljševali, se veste. Iz tistih 10 na dan je prišlo. Ja, na 10 tisoč na dan tudi občasno. No, tako da ja, prišlo je tam nekje okrog 2 milijona na leto, 2,5 na leto, skratka, številke so. Vse skozi smo posodabljali, vse skozi smo pazili, da krov ostane tak, kot je. No, smo pa lahko zadovoljni. Ostal je, bom rekel, ta krov je ostal domač tako, kot je. V njej ni nobenih primisij, v njej ni nobenih dodatkov, vse je iz domačih materialov, tako da ja, je krov, garantiramo, da je domača, dobra zadeva. Ja. Seveda je pa zraven še marsikaj dodanega, še mnogo drugih slaščic, ki so prav tako dobre, od gibanic do kremšnit, tort in... Ja, razširili smo se, dosti smo se razširili, mi smo zaposlili 8-9 slaščičarjev, te so pač svoje, tudi doprinesli za svojimi sladicami, za svojimi izdelki in tako dalje, tako da ja, danes smo lahko zadovoljstvom rečemo, da prodamo ogromno ostalih slaščic tudi, tako da ja. No, še za tiste, ki kar pogosto obiskujemo tudi vaše gostinske usluge oziroma posežemo po njih. Lahko rečemo, da če je po čem vaše podjetje znano dobro, po krofih, kar sva že omenila, ampak tudi po izredno hitri postrežbi. Torej, ni treba dolgo čakati, da te postrežejo in tudi potem ni treba dolgo čakati na račun. Torej je narejeno, usmerjeno tako, da gost pride, poje in da lahko potem gre naprej. Dobro, lahko so pa tudi zabave organizirane, če želi dlje časa. Ja, vse je eno in drugo. Ja, poglejte, mi vedno pravimo, prednost ali pa deviza uspeha je biti najboljši, biti boljši od drugih. Ja, ko gledamo, ko proučujemo, kako to delajo drugje, pač konkurenco moš vedno malo pogledati, ja, poskušaš na večjih segmentih biti boljši. In ena izmed sigurno je servis. Danes je ta človečnost, servis, ta odnos, gost, natakar, gost, naš personal, če je to urejeno, je že pol uspeha. Sej, poglejte, vsaki avtocest dobite kavo, dobite pivo, dobite ne vem kaj, ampak s kakim odnosom. Veste, veliko ljudi, ko smo tudi sprašvali, pa ko sem se pogovarjal z njim, kaj vidiš na Trojanih, kaj je tebi všeč na Trojanih. Ja, mnogo pravijo, ko stopijo čez vrata, imajo že neko občutek sigurnosti, varnosti, korektnosti, da si dobrodošel. In to znajo naši ljudje delati. Moram reči, da imamo fenomenalni personal, ljudje, ki znajo delati, znajo svoj posel, se trudijo tako, da ja, so tudi najboljši kritiki in pa učitelji drug drugega. Tako da... In tudi veliko delajo, za precej dobro plačo, če primerjamo... Ja, poglejte, plača je... Tako jaz pravim vedno. Moja vizija je vedno preniska. Moja vizija je vedno, da pač ljudje morajo biti korektno plačani. Pa tudi to, da ta floskula, da je ljudje preveč ali pa da je prvo, če ne gre podjetju ali karkoli, se poudari po ljudeh. Meni ta zadeva, ta stereotip mi ni všeč. Jaz vedno pravim, da človek, zaposleni, mora narediti svoje in da je najbolj dobičkonosna zadeva v podjetju. Nič ti ne pomagajo lepe stene, ne vem, lep prostor in tako dalje, če pa ni duše, ni človeka. In če človek, če zaposlen da svojo dušo noter, svoj jaz da noter, je že pol uspeha. Tako da, ja, ljudje se tega zavedajo. Koncu, ja, pogledajte, situacija danes, vemo, ni prijetna. Mi lahko rečemo, da smo ogromno ljudi, imamo iz tega zasavskega predela. Tudi prek gostinske šole Zagorje. Tudi prek gostinske šole in se mi zdi, če se lahko pohvalimo, mislim, da v tem
delu, da smo sigurno drugi, tretji največji zaposlovalec v občini Zagorje. Čeprav smo drugi. Vse skupaj, da zgleda, nas je redno zaposlenih, nas je okrog 118-120. No, pri tem pa nam še pomagajo okrog 25-30 študentov. V letnem času več, v zimskem manj, ampak tam nekje se suče med 140-150 zaposlenimi. Sodelujete tudi z lokalnimi kmeti, recimo, pri kakšnih stvareh, ki jih potrebujete? Kar se da, se oskrbujemo tudi pri lokalnih kmetih, tako da poizkušamo čim več, da tudi njim pomagamo. Drugače pa živimo z lokalno skupnostjo, živimo z krajem, veliko vlagamo, veliko pomagamo, tako smo že prej rekli, ne samo sponzorskimi sredstvi, tudi za ostalo smo naklonjeni, tako da mislim, da je kar ta simbioza med krajem in GP Trojanom, mislim, da je na dosti velikom nivoju. Mora biti, ne? Tista mora, ki ste omenili, ki vas je vse skozi spremljala, če lahko tako rečeva, avtocesta, priključek na avtocesto. Slišali smo takrat, ko je šla avtocesta mimo, spodaj, mimo vas, zdaj se bo postavilo tudi na Trojanah, ampak se ni, Zdaj jaz vidim še nekaj novih parkirišč, je v teh letih zraslo, torej pa tudi kakšen prizidek je bil zgrajen, torej ste se znašli tudi v tej težki situaciji takrat, Mogoče smo imeli malo sreče, vizije in ne vem, na avtocesto smo se pripravljali menda že cel življenje. Mi nikoli nismo bili neracionalni, zapravljivi ali pa nenormalno pohotni. Vedno smo za slabše čase, smo rekli, čas debelih in pa suhih kraj. In smo vedno, veliko smo investirali, smo pa tudi neke druge zadeve vedno imeli na stran, šparali, vlagali, pač rekli, da to je pa za čas, ki mogoče bo prihodnji čas ali pa ki bo pač pokazal, ali Trojane bojo obstale ali ne. Tako da do 2005, mislim, bojazen je bila vsekakor, mi smo prišli z istim številom zaposlenih, kot jih imamo danes. Tistega 2005, ko je avtocesta pod Trojanom bila speljana. Tako da bila je skrb, ampak po drugi strani je bilo pa podjetje stabilno. Podjetje je bilo stabilno. Mi se nismo ustrašili, da jutri, če ne bo, če bo manj, če se bodo neke zadeve pa drugače speljale. Vedno, ko so me zaposleni sodelavci, ki so me spraševali, kaj pa bo, leto, 2, 3 bomo sigurno preživeli. Imamo neke zaloge, imamo neke zadeve, ki smo jih že prej načrtovali, bomo. Kaj bo pa v 2, 3 letih, bomo pa videli. Se je že prej pokazalo? V 2, 3 letih? Veliko prej. Da bo šlo naprej? Prva oscilacija je bila tam mesec, 2, potem se je pa začelo že nazaj, gosti so se začeli vračati. Mi smo bili gostov že takrat, ko še avtocesta ni bila odprta, smo vprašali, a ti vi še naš gost, a ti še prišli? A bo, a je to, skoraj vsi so rekli, ni vzroka, da ne bi. Moram pa reči, da smo imeli tudi eno srečo, da smo se izpogajali. Tukaj moram reči, da je bil zelo dober naš pomočnik, ali pa da nam je župan občine Zagorje, gospod Švagan, Matjaž, on je bil takrat še poslanec, in nam je pomagal takrat pri izvozu za Trojane. Ni samo pomagal za Trojane, pač takrat je bila cela Zasavska dolina. Režim je bil precej drugače zastavljen, tudi sprejeti na vladi in tako dalje. In gospod Matjaž je bil takrat poslanec in je zastavil vse svoje, bom rekel, znanje in vse, da je takrat pač sistem se spremenil, cestninski sistem se je spremenil, da na Trojanih ni bilo cestninske zaprte postaje in tudi to je bilo za nas, bom rekel, eden izmed vzrokov ali pa pogojev, da
da smo obstali oziroma da nam je, da ni bilo bistvenih sprememb. Seveda, ni bilo pa samo to za Trojane, ne, to je bilo tudi ta cestninski režim, ki je bil sila neugoden, je bil tudi neugoden bi bil za celo Zasavsko dolino, ne, tako da. Tako da, hvala mu, ne? Matjažu vedno hvala. Kakšnih gostov je največ? So to slovenski gostje? Ali jaz sam velikokrat opazim kakšen tuji jezik, ne? Zelo veliko, ne vem, Nemcev, Avstrijcev, ne? Tudi Italijanov. Ste kaj, imate kakšne evidence? Malce že verjetno, ne? Ja, malce že. No, sigurno so največ gostov iz naših domačih Slovencev. No, in če lahko rečem, ne, čeprav so vsi gosti za nas super dobrodošli, enaki, ampak struktura gostov se nam je spremenila po odprto avtocesti. Se nam je spremenila in dejansko k nam hodijo najboljši gostje. Mislim, res gosti, ki pač iščejo storitev, dobro storitev, korektno storitev, skratka, ja, mi smo zelo zadovoljni. Veste, prej, ko je cesta preko Trojan šla, ki je ves promet, tranzit, ne, takrat je šlo vse sorte od tranzita in tako dalje in bilo zelo težko, ne, kaj ste, ali so ti tovornjaki zaprli vse, pa potem ni bilo. Skratka, tako, ja, po tem letu 2005-2006 se je zadeva spremenila. Tako da je tista nočna mora postala prednost, ne? Ja, je bilo kar precej nočnih mor, moram priznati, no. Prednost je pa to, ja, prednost je bila in gosti se vračajo, gosti so se začeli vračati, naši gostje. No, kot ste pa rekli, ja, tujcev imamo tudi ogromno je, recimo, zgodi se nam, da nas na vikend obišče tudi do 80 avtobusov avstrijskih gostov, ne. Imeli smo kar nekaj nedelj, ko je bilo po 50-60 avtobusov avstrijskih, mađarskih, hrvaških, Italijanov, naših, skratka, ja, pisana paleta. Na to je treba imeti dobro logistiko, ne, biti vedno pripravljen, vedno na zalogi, ne, ker če pride gost, pa pogleda jedilni list, ne, dobro, se veliko je že naprej dogovorjenih stvari, ampak reče, jaz bi pa to, pa vi tega nimate, ne, torej je verjetno to poskrbljeno tako, kot mora biti. Sej oba veva, ne, če iščeš nek proizvod ali pa neko uslugo, ne, pa če ti bo samo enkrat nekdo rekel, da ni, ne, ali pa drugič pa te že ne bo, ne. Tako da ja, to je pripraviti treba. Naši ljudje so zverzirani, zaposleni so zverzirani, imajo, rekel, že ta timing, da poznajo to, da vejo, so že toliko usposobljeni. Ja, vi pa vsem tem bidite? Imate kontrolo na nek način, da veste, kaj se dogaja, ne? Ja, z sodelavci. Moram reči, da imam tudi zelo dobre sodelavke, ki pač pomagajo, ki so pač v tem, bom rekel, v tej logistiki, ne, ki pač tako ali drugače spremljajo zadevo v pomoč, seveda. Ni to, bom rekel, neke kontrole ali ne vem kakve. To je bolj v pomoč zaposlenim. Sigurno, ko je pa tudi en prednost, veste, naše, verjetno ste tudi to opazili, ne, težko je planirati, kdaj bo veliko dela, kdaj bo manj dela, kdaj bo več gostov, kdaj bo manj gostov, ne. Vsi v firmi, v podjetju smo vsi pripravljeni delati, oziroma fizično, oziroma vsak zna, ne, že kar, kaj ste, vemo, ne, tisti, ki pač imamo neko drugo delo, ali ne vem, neko vodstveno, ali upravno, ali pisarniško, če ćemo, vsak v operativi zna delati vse, tako da vse delamo. Pogosto sprehodite, vas vidim po prostorih gostinskih, ne? Jaz mislim, da se ne sprehajam samo. Zelo rad, ja, tako. Lejte, moj osnovni... Vidimo, no? Ja, tako. Lejte, moj osnovni poklic je natakar in največ užitek mi je, če lahko grem med goste, pomagam, če lahko natakarjem našem pomagam, če pač poskušam, oziroma delam tisto, kar mislim, da znam. Sicer nisem tako verziran kot te mladi, ki pridejo, ampak ja, še kar gre. Še gre, tako da, ja, zelo rad med goste, zelo rad med ljudi, tako da se mi zdi, pač, če se enkrat v tem poklicu, če se enkrat v tem gostinstvu, ne, potem je to način življenja pač tak. Je kdo zadaj, ki bo enkrat rekel, Ata, zdaj bom pa namesto tebe?
Tudi te stvari se pripravljajo, tudi te stvari se tako, da ja, nekoč bo tudi to potrebno, ne, ker fizika le svoje naredi, ne. Ampak energije imate še vi dovolj, ne? Ja, mislim, da ja. Mislim, da ja, energije. Mislim, da tudi pravih sodelavci so, ki pomagajo, ki pač ta voz peljejo naprej. Ja, vsekakor pa osnovna zadeva, no, so naši zaposleni. Ko pogovarjamo se, ko zadeve, vedno pravimo, vsak dela zase, ne. Ne rabimo, zdaj pa nekdo je tam gor in to išče oziroma kontrolira in tako dalje. Veste, vsak si službo sam zagotovi ali pa jo sam zgubi, ne. Tako da zaposleni vedo to. Da brez kakšnih velikih šefov, brez kakih velikih, ne vem, kontrol ali karkoli, so sami sebi in sodelavcem največji, bom rekel, kontrolor in pa največji, najvejši potencial, ali bo ta služba še naprej sorazmerno dobra služba, ali pa bojo, rekel, z neko drugačno zadevo, kakšno zadevo ogrozili. Ampak ne, so toliko zavestni tega, da jim zaupam, tako da pripadnost podjetju smo včasih rekli, to mora biti, ne? Tako da kakšnih posebnih, no, vsekakor nekoga ja, da kakšnih posebnih, bom rekel, ljudi pa ne planiramo, da bojo kot neke, ne vem, opazovalci ali pa lideri. Vsekakor pa bo potrebno, no, nekoga potegniti. Tisto energijo, ki jo potrebujete za delo, pa najdete zdaj tudi pri, omenili ste, 2 vnuka imate, ne? Vnučko pa vnuka? Ja. Prvošolko že, ne? Ja, Ula je prvošolka. To pa je nekaj, ne? Ja, to je pa energija, ne? Ja, zelo rada hodi v šolo. Nal je pa star 2,5, ne? Tako da Nal se pa tako v šali, ne pravimo, bo pa nogometaš zgleda že, žoga je, rekel, pri nam skoraj tako kot kruh, ne, tudi on. Sem mislil, da te rekli, da je žoga tako kot krofi, no? No, tudi to, tako bi lahko rekel, ja. No, se imate tudi dober kruh, tudi to je treba povedati. Tudi to je treba, tako. Ja, tako da, ja, mali so in polne energije in tako dalje, tako da ja, človek se načrpati na temu, se nekje napolni in to je to, ne. No, dolgo se še pomnite takole, no, na lep način. Hvala za obisk v studiu, pa še uspešna leta. Tudi vam hvala za povabilo, ne. Pa Trojane so blizu, pa lepo povabljeni, ne. No, hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in po rudarsko srečno.